Pozdravljeni. Pred vami je prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Šakirja. Skupaj si bomo pogledali vse tiste tehnične zanimivosti, ki so jih ekipe pripravile za to dirko in še marsikaj drugega, ter tudi, kaj so nam pokazali prosti treningi. Razumeti moramo, da je sezona pri koncu, smo pri predzadnji dirki, da so bile ekipe tu že prejšnji teden na isti lokaciji, ampak v drugačni konfiguraciji, tako da je nekako logično, da ne bomo videli kakih velikih revolucionarnih tehničnih sprememb. A vseeno sem zbral kar nekaj zanimivosti, katere bi vam rad predstavil. In prva izmed zanimivosti je tista, ki jo vidimo na garažah v boksih. Namreč vidimo kar nekaj novih imen in o teh imenih oziroma priimkih bo več govora v drugem delu tega prispevka. A vseeno zanimivost, katero se po mojem osebnem mnenju splača videti. A na progi nismo bili deležni samo te spremembe. Namreč na tistem delu, kjer je Romain Grosjean prebil zaščitno ograjo, smo videli radikalne spremembe. Prvič to, da so popravili tisto jekleno odbojno ograjo in nekako vzpostavili stanje, kakršno je bilo na začetku dirkaškega vikenda. Po drugi strani vidimo, da so dodali zaščitni zid iz rabljenih pnevmatik. In seveda, sedaj se bo marsikdo izmed vas vprašal, zakaj tega niso naredili enostavno prej, preden je Romain Grosjean priletel v tisti del proge. Razumeti moramo, da nihče ni pričakoval takega trka s tisto zaščitno ograjo. Mišljeno je bilo čisto nekaj drugega. Ta zaščitna odbojna ograja je postavljena vzporedno s smerjo vožnje. In mislili so, da ukolikor bo kdo priletel do nje, bo enostavno zdrsnil ob njej in upočasnil svoj bolid. A pri trku Romaina Grosjeana se je zgodilo nekaj, na kar nihče ni pomislil. Namreč Romain Grosjean je šel proti zaščitni ograji, ampak na svoji poti je srečal Daniela Kvyata, kateri ga je malce preobrnil, ko ga je zadel v zadek njegovega Haasa, tako spremenil kot, s katerim je priletel na to Grosjean v zaščitno ograjo, kateri je bil skorajda pravokoten in seveda tako je prišlo do tistega trka. Prav v izogib temu so postavili sedaj to zaščito iz rabljenih pnevmatik. In sedaj poglejmo, kaj se je zgodilo zanimivega pri samih ekipah. V tovarniški ekipi Mercedes smo videli, da na bolidu dvojni V11 zopet ne bo sistema DAS. A kar se tiče tehničnih podrobnosti, je bolj zanimivo nekaj drugega. Namreč George Russell ne sedi udobno v tem bolidu. In marsikdo izmed vas se bo vprašal, zakaj. Enostavno zato, ker je bistveno višji, tako od Hamiltona kot od Bottasa. Bolidi, šasije bolidov Formule 1 so narejeni malo da ne po meri voznikov, ki jih imajo na razpolago. In da se bomo bolje razumeli, George Russell je po podatkih, kateri so meni dostopni, visok 185 cm, Lewis Hamilton 174 cm, Valtteri Bottas 173 cm, torej centimeter razlike med enim in drugim. In sedaj se poraja zopet legitimno vprašanje, kako udobno bi se pa počutil Stoffel Vandoorne v Mercedesu dvojni V11. Bistveno bolj kot George Russell, namreč Stoffel Vandoorne je visok 177 cm. A to je lep pokazatelj, da se bomo razumeli, kajti višina ne pove še vseh podatkov, kaj lahko ovira določenega voznika. Naprimer se lahko vsi mi spomnimo tiste fotografije Jamesa Hunta, ko je vozil McLarena z čevlji, kateri so imeli odrezano konico. To ni bila neka modna muha oziroma ekscentrična želja po pritegovanju pozornosti.
Konica dirkaškega čevlja Jamesa Hunta se je zataknila, ker je imel dobesedno preveliko številko. In zato je dobil tako malce neobičajen način, kako je lahko bil udoben v svojem McLarenu. In sedaj, ko smo spregovorili malce o McLarenu, si bomo pogledali neko tehnično zanimivost, katera pa ni novost. Seveda, nosni konus pri McLarenu je tista tehnična novost iz zadnje polovice sezone. A mislim, da marsikdo izmed vas tega dela bolida še ni videl v taki obliki. Namreč pred boksi so mehaniki McLarena pustili nosni konus, kateri ni bil pobarvan oziroma kateremu so odstranili barvo, kot vidimo na tej fotografiji. In seveda, z odstranjeno barvo lahko vsi mi občujemo, kako je sploh sestavljen ta nosni del. Mislimo si lahko tako na prvi pogled, da to je sestavljeno iz enega samega kosa. Ko vidimo ta del brez barve, lahko vidimo, da je modularen, da je sestavljen iz precej več kosov in vidimo, koliko teh šivov je med enim in drugim delom iz ogljikovih vlaken. Fotografija, katera je izjemno redka in nam zopet pove, kaj vse je potrebno tudi, da ti deli bolida Formule 1 zdržijo določene crash teste, kajti tudi oblika daje določeno mejo trdnosti. Novica iz zadnjih minut, katera bo tudi vplivala na tehniko precej v prihodnosti. Simone Resta bo zopet zapustil Ferrari, a tokrat ne bo šel v Alfa Romeo Racing, temveč k ekipi Haas. Kar je malce čudno, se boste vsi skupaj strinjali, kajti pri ekipi Haas se naslanjajo na Dallaro, kar se tiče tistih delov, katere naj bi izdelali sami. Zanimiva situacija, katera nam pove, da verjetno v Ferrariju še zdaleč niso rešili tistih notranjih trenj. Mattia Binotto in Simone Resta verjetno ne razmišljata v isti smeri. A to nam pove, da ubogega Resto prestavljajo z ene ekipe v drugo ekipo, samo zato, da ga ne bi izgubili. Spomnim se, kako so govorili, da bo on rešil krizno situacijo, ko se je vrnil iz Alfa Romeo Racing. No, krizna situacija je ostala, a Simone Resta je odšel. Le kaj se dogaja? Preden začnemo s tisto analizo, kaj se je zgodilo na prvem in drugem prostem treningu, bi vam rad pokazal še, kako se je spremenila proga med tisto veliko nagrado Bahreina prejšnjega vikenda in to veliko nagrado Shakirja. Enaki grafiki nam pokažeta, kako je tehnično bistveno manj zahtevna ta druga postavitev, koliko je krajši krog in zakaj bomo lahko videli čisto drugačne strategije. A o tem bomo spregovorili seveda v kasnejših prispevkih. Preden začnem s kratko analizo dogajanja v prvem in predvsem drugem prostem treningu, se bomo za trenutek ustavili pri stanju uporabljenih elementov pogonskega sklopa do sedaj, do velike nagrade Shakirja. Oziroma na začetku tega dirkaškega tedna. Drugih poročil zaenkrat še nisem zasledil. In če malce pogledamo, vidimo, da vsi vozniki so nekako porabili že tisto dovoljeno količino. Imamo še nekaj možnosti, ampak te so minimalne. Kot vam je dobro znano, edini, ki je presegel kvoto do sedaj, je bil George Russell. A tu se je zgodilo nekaj zanimivega, kajti George Russell je vsaj za eno dirko zapustil Williams in se pridružil tovarniški ekipi Mercedes. Ampak pri tovarniški ekipi Mercedes je George Russell nasledil situacijo, ki jo je pustil Lewis Hamilton, Jack Aitken je pa pri Williamsu dobil tisto situacijo, katero mu je pustil George Russell. Elementi pogonskega sklopa so v bistvu vezani na bolid in ne na voznika. Drugače bi videli ekipe, da ko so v krizi, enostavno zamenjajo voznika in začnejo znova. No, to ne bi šlo.
Kar je še bolj zanimivo, je pa tisto sporočilo direkcije dirke, katero smo lahko prebrali vmes prvega in drugega prostega treninga. Namreč ovinek številka 8 bo tisti del proge, na katerega bodo še posebej pozorni, ko bodo vozniki šli čez tisto mejno črto. In če ponovno pogledamo skico proge, bomo videli, da 8. ovinek je tisti zadnji ovinek po hitri kombinaciji tam na vrhu proge, tam v drugem sektorju. Če pogledamo malce fotografije, bomo videli, da na izhodu tega ovinka je res enostavno iti čez tisto mejno črto. Vrnimo se najprej k prvemu prostemu treningu. Ta je verjetno razveselil mnoge navijače Georgea Russella, kjer je bil George suvereno prvi. Treba je pripomniti, da do sedaj v njegovi karieri Formule 1 še nikoli ga ni moštveni kolega premagal na kvalifikacijah. In tudi sedaj na prvem prostem treningu je bil George Russell hitrejši od Valtterija Bottasa. Mnogi bodo sedaj trdili, da Mercedes 2V11 je tako superioren in tako v navednicah enostaven bolid, da vsakomur omogoča hiter krog. Treba je poudariti, da George Russell je eden izmed najbolj talentiranih voznikov te generacije mlajših. Seveda prvi trening je samo prvi trening, je izjemno motiviran in treba je upoštevati tudi, da dirka je v nedeljo in rezultati od petka so lahko varljivi. Treba je razumeti, da tudi razlike med prvim, drugim, tretjim, četrtim in tako naprej so bile izjemno majhne, manjše od tistih, na katere smo navajeni. Zato je treba upoštevati tisto, kar smo videli na drugem prostem treningu. In mnogi boste rekli, George Russell je bil najhitrejši tudi v drugem prostem treningu. Tu je treba biti previdni. Namreč Valtteri Bottas se je ulovil v tisto past 8. ovinka. Njegov najboljši čas je tisti, ki ga je dosegel z pnevmatiko hard. Za razliko od Georgea Russella, kateri je svoj najhitrejši čas postavil s pnevmatiko soft. In zato je tu treba imeti malce rezerve. Namreč mnogi navdušenci smatrajo Valtterija Bottasa za malodane nesposobnega voznika, a mislim, da je že mnogokrat dokazal svojo vrednost. Zato je bolje biti previden. Opazil sem tudi neko zanimivost, namreč na drugem prostem treningu so v veliki večini primerov vozniki uporabljali pnevmatiko medium poleg tiste soft. Le pri Mercedesu in nekaj drugih izjemah so uporabljali pnevmatiko hard. O tem bomo malce več spregovorili v zadnjem briefingu, kajti sedaj zadeve še niso pravzaprav na svojem mestu. In na pnevmatiki hard je treba poudariti nekaj. George Russell z isto pnevmatiko je bil približno 10,5 počasnejši od Valtterija Bottasa. Torej tudi Bottas ni bil tako počasen. Treba je poudariti, da pri skuderiji Ferrari so imeli katastrofalen drugi prosti trening. Charles Leclerc je imel tehnično okvaro praktično v svojem prvem hitrem poizkusu, ko je šel na progo in mislim po tistem, kar sem videl, da je imel težave na menjalniku. Sebastian Vettel se je pa zvrtel praktično na tistem prvem hitrem krogu s pnevmatiko soft, kjer je res malo manjkalo, da ni v njega priletel Magnus. In seveda, podatki za skuderijo Ferrari so slabši od tistih, ki bi jih lahko pričakovali. Moramo se zavedati, da na prejšnji veliki nagradi Bahreina je bilo realno gledano Ferrarija zapostaviti na 6. mesto na tisti lestvici najboljših ekip. Sedaj se moramo zavedati, kaj bomo lahko pričakovali na kvalifikacijah. Prvič, gnečo. Videli smo na prostih treningih, da so bili vozniki eden drugemu v napoto. Da se bomo malce bolje razumeli. Govorimo, da tu na prostem treningu so naredili najboljši krog tam v času 54 sekund in 5 desetink
lahko kako desetinko več. Pole position, ki smo ga videli na veliki nagradi Bahreina pred tednom dni, je bil pa minuta 27 in 5 desetink, zaokroženo zopet. Torej, lahko rečemo, da so tu hitrejši za približno pol minute, nekaj več, kar gre seveda zasluga krajšemu krogu, kar pomeni, da je gneča bistveno bolj verjetna. Zanimiva je bila primerjava, ki sem jo videl med Valtterijem Bottasom in Maxom Verstappenom. Max Verstappen na pneumatiki medium, Valtteri Bottas na pneumatiki hard. Valtteri Bottas je bil bistveno hitrejši od Maxa Verstappena v drugem sektorju. Seveda zgubil je v prvem, zgubil je v tretjem. A v drugem sektorju je bil presneto hitrejši. Nekaj, na kar mislim, da je treba biti pozoren. Opazil sem pa pri mnogih voznikih, da v tretjem sektorju s pneumatiko soft so izgubljali in to veliko, kar nam bo lahko pomagalo tudi pri postavljanju prave strategije za dirko in razumevanju, kaj se bo dogajalo jutri v Q2. In sedaj seveda sledi tisto razmerje moči, katerega pričakujem na jutrišnjih kvalifikacijah. Seveda, George Russell je hiter, a Valtterija Bottasa ne bi odpisal. Če smo pravzaprav iskreni, so tudi pri Red Bullu bistveno bliže od tistega, kar bi lahko pričakovali. Namreč proga ima bistveno manj ovinkov in Red Bull bi znal biti zdraven. Če ne drugega z Maxom Verstappenom. Videli smo tudi, da na primer Sergio Perez je imel primerljiv čas tistim, ki ga je naredil Alexander Albon. Videli bomo na kvalifikacijah. Zelo dobra forma za tovarniški Renault, za McLaren in seveda Alfa Tauri. Kot sem povedal, je treba poudariti, da za vsemi temi ekipami bi lahko pričakovali Ferrari. Kolikor bi se komu izmed obeh voznikov uspelo prebiti v Q3, priznam, da bi to štel za velik uspeh. Treba je poudariti, da tudi oba novinca na teh dveh prostih treningih sta se po mojem osebnem mnenju odrezala odlično. Zaostanek enega in drugega v primerjavi z moštvenima kolegoma ni pretiran. Kakih velikih napak sam nisem videl, zato lahko pričakujem, da se bosta oba ustrezno odrezala. Treba se zavedati, da eden ima na razpolago Williamsa, drugi Haasa. Torej, kakih velikih čudežev ne smemo od njiju zahtevati. To bi bilo za prispevek pred kvalifikacijami vse. Mi se dobimo na strani Badgersway na Facebooku jutri ob 17:45. Kolikor želite skupaj z mano slediti kvalifikacijam, ker boste lahko tudi sodelovali z vašimi komentarji, pripombami in vprašanji. Kvalifikacije se drugače začnejo ob 18. Jutri v poznih večernih urah bom pa tudi objavil zadnji briefing. Toliko za zdaj. Hvala za vašo pozornost in svidenje.